To je Radio 1 podcast. Zelo se veselim današnje epizode, zato ker je bilo toliko enega dogovarjanja, kdaj se bomo dobili, kako se bomo dobili in danes je končno uspelo. Ta oddaja bo celoti, z izjemo mene, štajerska, tako da bo pa tudi ful zabavna, zvedli bomo milijon enih malih zgodbic, veliko se bomo ukvarjali z Mariborom. Zakaj? Zato ker v goste pridejo Alo Stari. Kada vreme... Dajte, kar nadaljujete v tem. Slišim, če zna... Poletje se začenja, ne? Morje pa to, ne? Ja. Ja. Takole, vsako epizodo nekako iščemo naslov, a ne, epizode, in današnja bi lahko imela naslov Končno jim je uspelo, ali pa recimo Vztrajnost se izplača. Ali pa vsi smo krivi, da smo se končno dobili. Recimo, ker to je bilo pa po moje najdaljše Pa Jana vedno za dogovar. sebe. Ne, nisem jaz kriva, jaz sem samo enkrat kriva. Naslov. Moje Nekaj oko je sem bilo in- krivo. A jaz mislim, da samo iščemo bajt, mislim ta, ne? Ne, Alo Stari, Ja. Tine in Tomaž sta prišla na naš rdeč kavč, ful sem vesela. Mi dva tudi. Ravno zaradi tega dogovarjanja, no? Ampak pričakujem en res odličen pogovor z vama dvema. Ja, moraš imeti realna pričakovanja. imam. Sej imam. Ampak po drugi strani ni basista tle, tako da so pričakovanja Res malo je, višja. res je. Ja. Tudi klaviaturista Tako je, nimamo v bendu, tako da... Ne. Veš kaj, eno epizodo bom naredila lih na to temo, se pravi, ali so basisti res tako zelo odveč v bendu, kakor krožijo. Kaj če naredimo en koncert brez basista, pa potem enega z, pa vidimo... Ne rabimo. Brez bo kar slabo. Ja. Ne bo reda, ne? Ne bo Po drugi reda. strani sem pa zelo vesela, da je takole naneslo, ker ste v tem času izdali nov komad, torej Babe, ker ste razprodali Orto, ker ste napovedali še kupenih drugih koncertov in praktično vse, kar ste letos naredili, vsi koncerti so bili tudi razprodani. Tako da čestitam. Občutki hvala. so, kakšni so vaši občutki ob tem? Da so Ja. slovenske dvorane premale. Ne zeba. Kaj ti misliš? Super občutki so, sploh zato, ker je to ker so to placi, ki so totalno izven naše regije, ne? In je pač res fenomenalno videti razprodan koncert nekje drugje, ne? In da se pač ljudje, kljub temu, da včasih moraš ritem dati z nogo, ne? Na naših koncertih odlično počutijo. Sploh po, ne vem, 25 letih 13 obiskovalcev koncerta je pač zdaj fajn videti, da jih je nad 20, vsaj vedno. Ne? Ja. V bistvu, vi ste vsi bili prej že po drugih bendih, ne? Lahko malo obudite to, bom rekla, zgodovino na Trash Candy, na McQuizla, recimo, čeprav niso vsi tukaj, ne? Burning Legion in tako naprej. Kako je Pa lih kako je bilo to? svoje, lih smo gledali brez slike, ne? Ja. Low value tudi, ja. To so bili zanimive zgodbe. Vsaka nam je nekaj dala, ne? Vsaka nam je dala neko glasbeno širino, organizacijsko širino, kreativno širino, ali kako bi rekel, ne? Pri vsakem bendu je bilo izjemno dosti truda in napora vloženega, da ne bo kdo mislil, da je tu zdaj ful lažje, ne, tu je še krat 10, ne. Ampak naučili smo se neke stvari delati prav in se tega še danes držimo, ne. Pač brez tega nas ne bi bilo, ne, se zato je en članek, menda imel naslov, ne, po 20 letih čez noč, ne. Ja, ni čez Ja, noč, to ne. si izjavo. To sem jaz izjavil, res? Je večinoma Na intervjuju v nekaj Ortobaru. In bila ena najboljših izjav, ne, da nam Ja. čez noč, ko nekdo nas je vprašal, čez noč praktično vam je uspelo z ne vem kam, Ja, rekel ja, po 25 letih. Ja. ja. Teda, en moment je vedno čez noč. Zdaj pa naenkrat, ne, ja. Ja. Ampak 25 let smo ogromno vlage v svoja pljuča vnesli zaradi vadbenih prostorov. Recimo, Kleti in tako, ne. Kleti, ja. To se Tudi vama bo kredite poznalo smo poznalo. najemali. Ja, nekatere že celo odplačali, tako dalje. Ja. To nazaj, ne. Ja. A je zdaj težje,
ker ste starejši. Ker vseeno, ko si ti mulc, ko si mlajši, greš bolj, bom rekel, mogoče brez glavo v neko stvar, ne? Se ne obremenjuješ toliko. Zdaj pa ste vse to že dali čez. Točno veste, kje so hakeljci, je lahko to prednost, ampak a je tudi slabost na momente, ker veš, fakt, točno ta pa ta problem se bo zihar zgodil, lahko malo že predvidevaš. Ja, ampak lažje je zdaj, ko smo starejši, ker se bolj resno lotimo vsega in hitreje vse narejeno. Ne? Se pravi, ti to naredi, ti to, in to štima. Ne? Ker ko smo bili mlajši, je pač bilo, ja, pa še bilo 1000 stvari, pa ne vem, zgodovino si imel v šoli, test, Taki drugi lepi- dan, ne, recimo. Lepi primer so vaje, ne? Včasih si Ja. 5 ur bil na vajah, ne? Efektivno 3/4 ure, mogoče ne. Danes pa imamo vaje 2 uri, 15 minut, ajde je za tisto pivo, ne? Pa, pol pa delamo. Pol pač ni časa, ne? Da bi drugače šlo, tako da si ful bolj... Na tem mestu vas moram kot band pohvaliti, itak vas hvalimo zato, ker ste nam, pač smo fajni, tudi mi tukaj, ampak ste po mojih izkušnjah eni najbolj odgovornih glasbenikov v Sloveniji, kar pomeni, da vedno pridete ful prej. Izjemna pohvala. To je izjemna pohvala. Ja. Zato, ker konec koncev zadaj so službe, zadaj so družine in tlele vam dajem res kapo dolno, ker vsakič presenetite s tem, koliko prej pridete. Ja, mogoče to tudi del tega, da imamo vsi take službe, ko rabimo nekoga, da pride takrat pa takrat in ne pride, ne? Ali pa se ne drži dogovora. Ne? In zdaj, če prideš prej, ne smeš priti prehitro, ker pol si tam, joj, so že prišli. Ja. Ne? Ampak glih pravi čas, ne? Da, Ja. ne vem, tam malo debata, gor dol. Ampak to je isto z leti, ampak zdaj za nazaj se ne spomnim, da bi tudi, ko smo bili mulci, ker ono, ja. Ja. Takrat je že bilo kontra zaradi tega, ker si se boril za, da mi nekaj bilo, ne, pač moraš imeti rešpekt. Zdaj, če rečemo takrat pa takrat, je takrat pa takrat, ne moreš zdaj. Se točno to je, Celi cajt je tak, ne, zdaj pa. jaz imam še posebej to težavo, če nekdo zamuja, zato ker pač tratimo en drugemu neki čas, ki ga oba dva nimam. In z leti je to tako, je Tomaž povedal, ne? Se pač ta čas oža, ne? Ker imaš toliko več vsega drugega in pač to smo enostavno prenesli tudi v pač band life in tako more biti, pa nam bo čisto vsem lažje, ne? Tudi medijem, nam, celi ekipi, ne? Vsi imajo doma nekaj, ne? Nekdo pa mogoče bi ful rad ob 7 na Big Maca, ne? Pa tudi on si ga zasluži, ne? Ker čistko, nek stereotip se vseeno drži muzike, ki jo vi ustvarjate. Ne? Se pravi, bom rekla tako malo brezglavo, neodgovorno obnašanje ali kakorkoli, ne vem, muzika rečemo za mulce, za mlajše generacije in vi litlele delate to kontro, ne? Oziroma dokazujete, da da v bistvu to nima nobene veze. Ne? Aha, zdaj smo se spogledala, ne? Wow, A so vas kdaj obtožili, da delate muziko za mulce? Tako? So vas slabšalno označili, tako bom rekla? Ne. Ne, to Ne. pa res ne. Ne, nikoli. Mislim, vse smo mimo. Ok, zdaj realno pogledamo, ne. Pač že skozi si lažemo, ne, da smo odrasli. Ko smo odrasli, ne, pa ugotavljamo, da nimamo pojma, ne. Naši stari so samo malo bolj še skrivali to, da ne bojo nikoli odrasli, pač ne vejo, ne, pač samo neke patterne so prevzeli, ne. Tako da mi pa pač tega ne skrivamo, ne. Tu ste nas vrgli zdaj v neki svet, sploh nas, ki smo na nek način tranzicijska otroci, ne, ker je pač prej moglo biti, ja, univerza, ono šola, pa gremo, akcija, pa bo služba, pa bo družina, pa hiša, pa ono, ja, well, fuck it, ne, ni glih tako bilo, ne. Ja. Mi 23 nismo imeli hiše pa svojega stanovanja, ne? To se je zdaj pojavilo, ne? Smo zaradi tega potem kasneje odrasli, ja, še zdaj nismo odrasli, ne? Se še vedno, pač tu smo postavljeni, zdaj pa, kaj, pač to je pa naša muzika, naši stari pa so poslušali nekaj drugega, ne? Pa še danes to poslušajo, kar je bilo pri njih mladosti, ne? Tako da, bullshit. Vse realno, a ni cool, da ostaneš tak malo v sebi? Da, mislim, to je ta otrok, ne, tako zelo opevan, jo, fajn je, da obdržiš tega otroka v sebi, ampak koliko pa realno obdrži ljudi otroka v sebi? To imaš zgleda, da tvoj že malo šel.
Ne, ravno obratno. In tudi zaradi tega Poza. imam včasih v življenju več težav, ker ne zdi se mi, ne more se kar tako spremeniti. Zdaj pa je to ta muzika, ja, to, ko si bil mali, si poslušal, ali pa ne vem, ko si bil mali, si šel, mlad, si šel na koncerte, ful, ne vem, si neke stvari delal, zdaj pa ko si resen, pa ne, kaj si resen, sva sem neresen, ja, samo ne vem, zdaj vem, ko sem neresen, kaj bo drugi dan, ne, čem predugo zunaj, da bom pač tako glavo celi dan vuni s kolesom laufal za malo, ne, ali pa, ampak Zdaj ja, si- bom, ne, kaj zdaj? Zdaj si tako dal odgovor, ne? V bistvu samo posledice zavedaš. In mogoče jih lahko Bolj. malo omiliš. Tako. Ali Ja. preprečiš. Če jih želiš. Če jih želiš. Če jih želiš, Ne, samo ne? Ja. po tretjem Če si pivu. priden, ne pomeni, da si odrasel, ne? Ja, Pač močen moraš biti, ne? dvigni pest. Tako, Tako, točno ne? to. Dvigni pest in bomo že do četrtka ta glavo bolj odpravili, ne? Preživeli smo še eno. Ja. To je, ne? Ej, fanta, kak je bil Maribor v 90-ih? Sestavljen. Kakšne spomine imate na vašo mladost? Gremo bolj detaljno, kiri del Maribora. Ja, gremo, ja. Ker recimo, jaz ga Ti ne že imaš poznam. drugo narečje, ne? Ker si 10 ulic stran. To je pa Okej. tudi fascinantno. Za mene je bil izjemen, jaz imam ful dobre spomine, ful dosti imam onih spominov, ko še zdaj, točno direkt v situacijo, ko se dam v neko sliko, mi prav malo me pikne, tako, kako je bilo fajn. Prvo recimo, ko ni bilo fajn, je pač bila vojna, ko smo letali za klonišča, pa gor pa dol, pa sirene, spomnim se, da sem že bil, mislim, da prvi razred osnovne šole takrat, pa sem šel po mamo s fotrom v službo, v vrtec in cel dan neka poka, pa neka puf, neka, kaj, ne, kaj je to? In naenkrat zunaj smo bili, ko so še otroci igrajo tam ob 2, pol 3, pa sem jaz pač te zraven tam nekaj sedel, pa to, pa naenkrat sirene, ne, no, kot je to, ne. In se spomnim, ko smo vsi, jaz, pa foter, pa mati, pa vsi, tode male froce, koliko jih je vsak lahko v avto not nametali, pa ne, v zaklonišče, po neke bloke, pa ne. Vse te tršice iz vrca, cele, ne, objokane, pa nisi vedel, kaj je zdaj, ne, nekaj, kaj, in pokalo je, ker so baje streljali gor na Pohore iz vojašnice, ker so odli oddajnik skiniti, ne. Pa je bilo, ne, to je en taki fajn spomin. Drugi, recimo, ko smo mali, so le počitnice, tudi občutek počitnic, 2 meseca, pa odprt balkon, pa zunaj že ptiči, 7:30 toplo, vedno sem pojedel maslo, pa šnitlah gor. Kako vi rečete, Je šnitlah? to drobnjak slučajno? Tako, Je, ja. okay. Pa imel sem kekeca, rogovega, roza barve. Roza? Ne vem, kdo me je to nasral. No, to sem pojedel, mama dol na dvorišče pecikl in se jaz po dvorišču lepo 6000 ur, brez da bi tako danes mogel nekoga rabo, nekoga, nekaj, sam, recimo, ne. Drugače pa fuzbal, non-stop, ure, do teme zadnje, takrat ni bilo telefonov, Ko so se koliko je bila dogajali, ne? ulica, pa bloki vmes, pa šolsko igrišče, pa se je čulo, ne. Mama je dala glavo vom pri oknu. Dobra. Tu bom jaz zdaj hijackal, nadaljeval. To je tisto, kar se jaz najbolj spomnim. Da sem bil, jaz sem živel v blokovskem naselju, to so sami bloki bili tam poleg Štuka. In to je bila glavna stvar, ne, ti si se drv 6. nadstropje, mama je govorila, mama, ona pa tebe dol klicala, ne, pridi gor, za jesti, ja, ne, pač to je, in to od onega mama, od onega, od teh, to je samo, Pa ne, ja, ne, že znam.
In to je bilo tisti taki brezkrem. Pa ti si šel, tako kot Tomaš je rekel, ti si šel, sploh če je bil vikend, si šel ven, si zunaj bil cel dan tam z BMX-i, si se naganjal, malo si fuzbol špilo, malo si ono, pa si pač vmes prišel enkrat na sok, enkrat po sendvič domov, pa te spet ni bilo, pa staršem je to bilo normalno, ne pa kakšni telefoni, ne. To je tako bilo, ja. Ne, pač, wow, si predstavljaš danes to? Ne. Ne. Ni šans. Ni šans. Mama bo ali bo zraven, da se ne bo mu kaj zgodilo, da ga ne bodo ukradil ali kakorkoli, ne. Smo tudi bilo nekako, ne vem, da sem se držal tam. Ja. Nisem zdaj šel na igrišče, pa po 1 uri, pa bi šel razumeš, v Celje, peš. Ja, se že takrat razbijati okna, razumeš. Ja. Točno to, ne. Si bil, ne? Ja. Dobro, vse so stvari, ko jih nismo povedali, kam smo vse šli, ne? Ampak vseeno ni bilo Ja. tako daleč, da ne bi mogel, ne? Da ne bi mogel zdaj leteti. Samo to govorimo o otroštvu, Ja, to je pri saj to me teenage zanima. leta, ne? Ampak klima takrat, če se, ne vem, spomnite, je bila taka bolj optimistična, ne vem, pozitivna. Spustimo vojno, govorim Ja. ostalo. Kot te vem. Pa, mislim, da pač brezbrižno je bilo, ne? Ne, težko po moje, vseeno smo bili malo premladi, da bi razumel to, kaj Toliko pomeni. tudi ne, glede na to, da so vse firme tega sveta propadle malo prej, ne, ni bilo tak, ne, ker je ogromno ljudi bilo brez službe in teh skrbi je bilo ogromno, ne. Tudi zdaj, ko sem bil mali, sem to poslušal non-stop, ne, pa nisem poznal teh izrazov na čakanju, je pa nekaj, sem tako, mislim, pol koma, ja, da je takrat, ne vem, hidromontaža, ne, zaprli te službe, zdaj ni te to. Jaz se Ampak spomnim. pogovori niso tako bili zdaj direkt, ne vem, pri mizi, ampak tako, ne, po Slišal si stanovanju malo, si pa ja. nisi vedel, o čem se gre, pa avteke tam. Moja stara sta, hvala Bogu, zelo hitro. Itak je mama delala v Tamu, tako 90% Ja. Mariborčanov takrat, Ja. pa je hitro potem, hvala Bogu, dobila službo, da nismo bolj imeli neke druge situacije, ne, ampak to je mogoče bilo tako malo in zadaj nekje, ne, samo, kaj jaz vem, se pravim, nismo tako razmišljali o nekem, da ni bilo fajn. Vi ste meni tako kot ena vest, eno ogledalo družbe, ne? Ker vaša besedila so konec koncev zelo družbeno kritična, kar je super. In tako izjavili ste, no, mislim, mogoče si bil ti ne v Mariboru, zelo radi jamramo, potem smo pa prišli na Dolenjsko, pa smo prišli na Primorsko, pa je bilo popolnoma enako, očitno nismo edini, ki tako gledamo, ne. Prišli smo v Dolenjske Toplice, pa niti zdravo, ne. Prvi tip, ko je prišel, pa ne vem, če ni bil organizator, se mi je tam na pol izpovedal, pa sem bil tak, wow, čuj, mi sploh ne jamramo, ne. To ti jamrajo, ne. Pa sem pol, ja, samo res, ne. Kaj pa še le druge, ne. Tako da v bistvu to jamranje, pač to je samo tak stereotip, ki je pa posod po Sloveniji, se mi zdi tak, samo enega bolj spretno skrivajo, no. Ja. Pa če smem dodati, Po mojem nič se malo ne dogaja. moraš, ne. To je drugo. Ja, to je nič se Ja, ne po moje dogaja, slišiš ja, tudi ja. posod, kamorkoli igraš, ne da. Ja, ker doskrat se ne, dejansko, Ja. ne, imamo danes telefon, obrneš gor cel internet, pa nimaš dejansko kam iti. Prije, kak je taki vikend, ne, da pač nič ni, in ja, ne vem. Bolje pa skozi tak, ne, kao. Ja, dosti krat pa je, seveda, nič se ne dogaja, pa je, ne vem, 20 dogodkov v mestu, ne. Pa imaš te legende, ki se rade pojavljajo v bistvu vsak vikend, ko vsi na isti vikend delajo ogromne dogodke. Ja. To pa je, Mariborski D-Day. Mislim, jaz se spomnim, recimo časov, kadarkoli sem prišla v Maribor, je bilo to že kar nekaj let nazaj, vseeno, no. Polno je bilo. Vse je bilo Ki? polno. Ja, ne. Moram reči, te glavne uličice tam okoli Lenta, ko so bili še tej placi, ne. Ja. Zdaj pa, bom rekla tako, že kar nekaj časa poslušam, nič ni, prazno je vse. Res je, da ni več teh nekih klubov, pa to, ker kamor smo mi zahali, ni Sačmata, ki so ga zaprli, jazz klub pod narekovaj, ker je tako vse je. bilo noter. Ja, KMŠ, ne, je bil ful popularen. ko ima še v to Ljubljani popularen. Ja, ful, pač big deal. Zdaj edina od teh nekih starih, ki se je obdržala samo Niagara, ne, se mi zdi, od teh res starih.
ful drugače. Je pa brigadir zdaj, recimo. Brigadir se na novo Tako. nekaj postavlja, ja, ampak Tako. je pa res ful manj nekih placov. Mogoče se pa tudi mlajši malo na drugačen način družijo, no ne vem. Mi smo v glavnem ful hodili ven. Ja. To je bilo glavno. Ja. No, zdaj, ne, taki, ko smo mi, ne, ko smo stari 500 let, Ja, ne. ste 500 mamrna, ker smo vsi v ismu koš. ne moreš iti nikamor, ne. Zdaj tu upamo, da bo kaj se zgodilo, taki je plan, da se bo v brigadirju, ampak točno to je bil namen za, ne vem, 35, rečemo, ali 30 plus. Ne? Imaš en klub, kjer je pač glasba neka, ne vem, plesna, pa še to ne ona, ko bi ti bila fajn. Vse je drago, vsi so not fini, neki v puloverjih za 150 evrov. Kako pa polijejo, veš? Ja, ne, pač ali to, ali pa potem neka druga stvar, kjer je večkrat pač glasba naših sosedov, južnih, ne vem, tam pa prijajo vsi, ko so stari 19 in je zunaj kolona, ko v Londonu, ne, in ne moreš not. Ne. Če priješ not, pa Bog ne ve, da si žen, ker ne boš pil nikoli. Ja. Ne, in pol se gužvaš 3/4 ure in pol greš domov. Tečen, lačen, žen, spat, jutri pa še te glava zram bolela. Ne. Ura pa je komaj 15 do 1. Ja. Ne. Pa fascinantno, nekaj ravno nad 30 je pol ono uza, pa imam denar, ne. Zdaj pa lahko Ja, zdaj pa grem lahko ven, dam ne, za ker prej si rundo, šel, no, pa ja, ne. Se prej je bilo drugače, ker si imel, ne vem, 2 jurja, Pa to si rekel. dvakrat šel, en petek pa soboto. Ja, ja. Ja. Spomnim se tudi jaz, ko sem prišel v Ljubljano, je bilo to, kaj vse si naredil, si par tisoč, to je bilo no. Ja, ja. Ključno za obveznostmi, kot so mesečne karte, Ja, ja, in ja, tako ja, naprej, pa še si imel za lufto, tako Ja, ja. lahko reč, ne? Tako da zdaj bolj v spredju mogoče neko pod narekovaj domače druženje, da ima kdo, ne vem, kos trave, pa grill, pa hladilnik, pa prijemo vsi tja, ni ga lepšega. Ne. WC Pa imaš, se smoki. Se družite, kot band, govorim tako, dosti. Ja, ja, ja. Poleg tega, da imate vajen, da imate koncerte, ste tudi drugače. Tudi, ja. Ja? Ja, ja. Kako se je pa začelo vaše druženje, kdaj ste se našli? To je, spet se vračamo v tisti zgodnji Maribor, verjetno, ne? To pa je. Zdaj, jaz lahko povem, z moje strani je bila prva zgodba, kako smo v kontakt prišli. V bistvu prva stvar je bila menda 6., 7. razred osnovne šole, ko se je naš Pinki kitarist preselil na isto dvorišče kot mi. In pol prije en drugi sosed reče, on pa boljše kitaro špila kot ti. Tako, kaj pa je. ima zdaj? Ja, boljše špilo kitaro kot jaz, ne? In pol smo se pač pri meni dobivala, pa igrala neke take zadeve, one tretje. Pa se je zgodila srednja šola, pa to, in smo nekako random spoznali ene pubece, ki so imeli v čistem centru mesta klet, pa plac, pa je bilo on tako, ima plac, pa klet, ne. Wow, ne. Ja, pa so enkrat, ne vem, slučajno prišli dol, pa so nas povabili, pa tam bilo 100 različnih ljudi, ok, v redu, čez čas, naenkrat je bil Medo tam, naenkrat je bil Matej tam, ful take različne klape, in takrat dalje samo pač tak in drugače smo se začeli družiti. Tako da v bistvu je ta klet nekako bila, ne, tisti prvi taki povezovalni. Sem to je prav kul, če si bil v kleti, to je bilo to, ne da? Ja, ja, zdaj ja. vsi iščejo te svetle prostore, lepo Ja. urejene, eterične. Ne. Pa tam je bilo tako, To. če bi skupaj pogledal izmenjaje, ne vem, 25-30 ljudi, Ja. veš, v enem momentu vedno je bilo tako, da 15 nas je bilo, ne, ob Naenkrat, petkih, Ja. 1000 let, do kakih 12 polenih, pol Pa pa na štuk, KMŠ, ja, pa pa štuk, KMŠ, Pa štuk, ja. ne. Ja. Ampak to, vsi smo bili glasbeniki in smo se o tem tudi dosti menili, zraven vseh stvari, ki smo jih pojedli, pa spili, pa se zabavali, ne. Ampak, veš, to je bilo tako tu,
isto je bilo. Samo da je Kovček. belo. Ja, malo več vlage. Da, bilo, ne. plesni pa to. Ja. No, ampak tak, pa bobni so bili, tam so bile kitare, muzika, jo, to si čut, jo, kako so to ti tečni, da je one druge. Ne, Kaj ne ste bilo. poslušali takrat? Kaj vas je recimo? Kaj si ti poslušal? Takrat, mislim, odvedno, dobro, ta punk rock muzika mi je bila, ampak ne vsa. Jaz ful v tem bendu ne rad raziskujem. To Joj, področje, ta ja. bend, pa ta bend, ne da se A mi, ne. res? Ja, mene takoj 5 sekund, pa če mi ni, ali pa ko pevec odpre usta, ne, me mine, lahko Tako je. ne bom sploh, ne. Ja. Tako da dobro, teh par nekih punk rock bendov, ko je bilo fajn mi, pa to ja, drugače sem pa vedno malo bolj na metal bil, mi je to bilo bolj všeč, ne, že verjetno tudi zaradi brata, ki me je tako lepo, sem hvaležen, zastrupljal z Sepulturo, pa Okej. ne, Ja. ker je on bil pač 8. razred, jaz pa 4. In takrat Pa si kasete mogel biti in smo pač skupaj poslušala, ne? Pa Fear Factory, pa ne. Je to mi pač bilo dobro, ne? Pa ponavadi je tudi se dosti več dogajalo na bobnih v takih bendih, ne? Ja. Ne vem, mogoče alo hitro, mogoče oni full groove, nekaj, to mi je pač bilo to všeč, ne, veš, ko smo bila, jo, le zdaj to, ne, pa smo bila, pa je bilo nekaj počasi, ne, pa Rage Against the Machine, pa take, ne, da, Točno ta ritem. je to pač ne zraven prenesel, ne, pol s časom sem zraven še, to sem po radiju recimo včasih slišal, ko še danes ne morem verjeti, kako se je lahko to zgodilo. No, FX, Moron Brothers, Ja. na radiju in sem si Ja. snemal, ko si mogel pauzo stisniti. Yep. Ne? In upal, da ne bo govoril špika čez. Tako, ne? Ja. Tako da drugače pa načeloma tudi zdaj mi je bolj všeč, bolj metal, bolj te scene. da je bolj Pa ker ponavadi se mi zdi, da to dvoje ful ne gre, ne? Mislim tako, govorim o pripadnikih, dajmo reči, ne? Ja, ampak jaz Ne nisem poznam jih klasični dosti, ja. pripadnik, ne, Ti si malo z dolgimi lasmi in ne. Okay. Tudi v kontrasmer nisem klasični pripadnik, Ja. ne, da bi skejtal pa to, ne. Jaz sem rolal, ful. Si rolal. Ja, ful. Ne. Ampak smo bili skupaj, ne. Takrat je pač bilo, ko sem jaz bil, ne vem, 8. razred, so bili rolerji, ne. Zdaj To je sem bil razmišljal, da plafon. se Stanem, pa grem ven. Ampak vsi, kaj so... Pa si skejtov, ne da. Ja, ostali mi bi smo to se- tudi. mi smo Ampak vsi, kaj so probavali. skejtali, so bili tako Dejansko nam Matej. bolj Čehi, ne. Ja. Tako, A res? Jaz bi rekel pa liho. ampak muziko smo imeli isto, ne, to je najboljše, ne. Isto, mi da s Pinkiem smo bila dokaj leva, no, tako bom rekel. Matej pa je dobro skejtal. Ja, Matej on pa je je bil prav, ja. prilično. Ampak To- zdaj čisto, če se spomnim, zdaj točno, pardon, Ja. je pa bilo ona klasika, tudi to je bil klasični odgovor, ne, v osnovni šoli, veš, ko je vedno bilo vprašanje, kaj ti poslušaš, ne, Ja. da si lahko daš štempelj. Ja. To se spomnim še zdaj, Nirvana, Nirvana. Green Day pa Offspring. Offspring, je ja. bilo, Mi smo imeli še dalje, ne? Je bil Camp Amen. Green Day ali pa Camp Offspring, ne? ja, Green Day ono, joj, Preveč preveč commercial. komercialno, ne? Ja. Sam ne, jaz sem bil Team Green Day pa Boom for Life, ker je pač to, ko je prenesel sošolec, to je bil ono, mislim na 5. razred, peak of začetki hormonskih, ne, zadev, je prenesel to, tako si rekel Nirvano, Rage Against the Machine, Doggy Dog, Uf, ja, Ja, točno. Plato, Ja. pa menda hladno pivo, Ginovski, Ja, takrat, to je- to je bilo, to pa prenesel, racija. pa je bilo, Ja, malo Veš, tega pa mi panka nismo mora imeli. biti noter, ja. Mi pa full racijo. Racijo. Ja, se spomnim. Kaj pa njeti? mater stara. Njeti, vse na pamet sem znal. Ja, ja. To se ful dobro Ja, ja. leta, ne, vse, ker zdaj je Točno, to ja. čist drugomeš. Ampak to še imam zdaj, kasete. Prav kasete. Ja. Prav si kovček pametno. je, ko tuk. Kaj pa slovenska scena? Kera. Ja, kaj, jaz doskrat vprašam, a se spomnite, kaj je bilo takrat od slovenske muzike, recimo? Jaz se zelo dosti spomnim, zato ker je moj foter bil v teh vodah. Mhm. In je pač doma bilo
na tone CD-ov, agencijo je imel takrat in je to bilo, mi smo imeli vse iz fašta, še prednje prišlo ven. Pač. Ja. In to so bili, ali je bil res rock, strogo, rock, ali ne vem, AC/DC, Guns N' Roses style rock. Ja. Ali je bilo to, ali je bilo res zabavna, 5000 brandijev, Pa Agropop. pa Agropopov, ne? Ja. Ja. Harmonika z bobni. Harmonika z Je bilo bobni, vedno ja. popularno. Pač, to ti nemški šlageraj, Ja. kraden Tako, to je že vaš iz vpliv, bencinskih, ne? Pa take, pa potem te, ne, na mejah, ti bendi, pop design, pa to je bilo huge, ne, to je bilo... Pa Čuki, če smem. Čuki. Zdaj ste me spomnili. Samo Čuki, takratni Čuki so čist nekaj drugega, so Čuki danes, ne, pač tisti Čuki so bili, je kar enih komadov bilo, ko so kar še danes, ne, močni komadi. Tega je bilo ful, ampak vpliv na nas ni šanse, kontra, ne. Vse kaj je drugo je bilo the best, ne. Samo da ni bilo slovensko, to je bilo glavno. Hladno pivo so mogli biti, ne, da je bilo Ja. najbližje. Ja, pri nas pa je bilo njet pa racija, recimo, ful. Ja, pri nas pa ni, ne, recimo. A ste bili kdaj na skupnem špilu, mogoče zdaj tako, odkar ste formirani kot Alo stari? Je ratala kdaj kombinacija? Da smo šli skupaj Bom na rekla, koncert. da veš, ko so ti bili nekoč vzorniki, pa skupaj z njimi igraš, ne? A ja, to. To se nam je zgodilo že let nazaj v prejšnjih bendih, ja. Zelo veljo takrat, kjer Sami ste takrat ful po Evropi hodili tudi, ne? Ja, Dejansko. tisto pa je bilo Ja. straš Bili pa bendi, ja. Trash Ja. Candy. Mi smo tudi hodili, mi zelo veljo, ampak ne ful, smo pa, Ja. tam smo bili jaz pa Matej pa Pinki, se pravi basist pa kitarist tudi, pa še en kolega. In zdaj se spomnim, ko smo se pogovarjali na vajah v ZPM-u doli, po vajah enkrat, mi smo takrat vadili čisto vsaki dan, Wow. po 3-4 ure. Res, in je pač folk nam govoril, da juj. Tudi sek bomo zdaj vrezali, pa bomo dali v loop na to Ja, vaje, ne. da si nesemo Vsak dan domov. smo imeli Ja. vaje. Vidiš? Ampak pač ne, en je pauziral, en je bil na borzi, en je pač bla bla, pač cajt smo imeli. Ne. Ja. No in smo se pogovarjali na vajah, kako bi bilo fajn, si predstavljaš to, ne vem, da bi prišli novi usfora, najemna štuka, pa da bi mi špilali z njimi. Kaj si ti, ne. Je bilo tako par let mine in se je to zgodilo. Ja, Smo bili tako, ja, ne. joj, ne, kurjo kožo. Ampak se je to zgodilo in je bilo, in smo se bolj tam menili, in no, vse, ne, kaj je zdaj, no, oni so si kitaristi, tudi kitare kazali, Ja. pa si jih lizali, kitare. Pač ne, ampak je bilo, veš, z prve vrste, ne. Po drugi strani pa, ne vem, njete, sem nas čul v živo v Ljubljani, tam na Kongresnem trgu. Aha, Križanke. Ne, kaj je bil tudi december, novo leto. Ja, novo leto, ja. Aha, ok. Ja, 31. Ja. Prvič, ne? To je bilo predlani, ali kdaj? Ja, Ne? Takrat je šele. Ja, takrat smo bili froci, pa kaseta, Ok. ne? Vmes Kajte je zdaj- bilo. Vmes jih ni bilo 200 let, Ja. zdaj pa so bili in sem znal še vedno vse na pamet. Pa mi je bilo tako... Kako da... Nisem še tak star. Ja. Ne, zdaj se mi zdi, kot da so, veš, Dobro. 5 let starejši, ne? Trash Candy pa je bilo Nek- ful zanimivo, ker smo pa bili v bistvu na isti booking agenciji, kot vsi ti bendi, ki so nam bili idoli takrat. Pennywise, NoFX, te zadeve. In smo ful dosti špilov tudi imeli z nekaterimi temi. Pa tudi placov legendarnih, ker so vsi ti igrali, ne vem, spomnim se v Amsterdamu Melkweg, ki je tak the best klub, kao, ne. Noro, mislim, da si tam deliš oder s temi, čeprav je šlo vse narobe, prvi štikl, menda struna na basu. Odlično, valjda smo imeli samo en bas, poleg ni bilo placa za večji kombi, da bi imel dva, pa ne vem, če smo sploh imeli dva basa, mislim, da ni bil. Vrej, ne, ampak tako da imaš rekel, ne. Srečali pol, ne, Fat Majka, no Ja, tisto efekta. je bilo v Belgiji, potem ja. Smo imeli AAA, ker smo tudi tam nekaj bluzli po Ja. festivalu in smo lahko šli kam čete, kam in smo gledali, kaj te tam je nekaj jedilnice, so, ne, gremo gledati. Pa vidimo pri mizi, ne, no efekt je tam, levovi so tam, levovega, lega, kak je, nekaj, bla, bla.
In pol tam nekaj postopamo, ker je nekdo rekel, da vi pa ne morete tu notiti jest, ne. Ja. Se eno, ne, Ja. pač tu nekako. Pol pač prije, oni že poje, ne, pevec in gre, pa hojimo za njim, ne, ono, kaj ste reči, jebote, za sliko. To, pa noben ni skup spravo, ne, in pol sem ono gledal, če ne me reko nič, kaj lahko me samo pošle nekam, pa ga pošlem 3-krat bolj nazaj. Celi život poslušam, vse imam, vse vem na pamet, vse, pa da ne vem, zdaj se sliko, ne, in sem pol pač rekel, to minuto vzel za mene. če lahko, lepo prosim, eno sliko, ja, valjda, ne. Dobre, se slikamo, lahko še eno, ja. Ja, rekel je, kaj pa je prvo bilo narobe. Pa sem rekel, ja, ti si na sliki, ne. Pa pač ni razumel štajerskega humorja, ne, pač, ne, ampak imamo doma sliko, na računalniku gor, lepo, tam je gor, ne. In tam pa sami, veš, oni turbasi, ne, pač nam bilo, mi smo malo hodili, tako hojiš na morju, veš, na morju moraš iti v kemp, hoditi malo, kak ima kdo grajo, pa diši, ne, nekdo nekaj, in pač to gledaš, ne. Pred prosto. Ja, to, ja, ne. Veš, pogledaj, tudi so zmari, pogledaj, tudi tu, ne. Gledaj, tu. Ampak, ko ste omenili Fat Mike, kaj ste bila? Valjda ste bili na punk rocku in tam ste ga tudi zihar srečali, pa mu pokazali sliko za nazaj, kaj tacka. Ne, to pa ne. Kar Že jaz tam zelo- ni htel slikati, ne možemo Ker zdaj. so tako, dosti se mi zdi sproščeno je vse skupaj, ni te obremenjenosti, bom dala navednice zvezdniške. Ja, samo ne vsi, ne. Ja, Eni, vsi pa eni ne. so ful raje za sebe. Jaz sem tudi bolj, recimo, pri nas taki, da ko je špilc, pač probam biti čim bolj stran, rajem tisti svoj introvertni moment. Samo ostali pa, ne vem, kdo se, ali se Pinky, ali nekdo pa se je pogovarjal z enim kitaristom, pa sta ful padla v neko debato noter. Pa. Ja, ker ste Kaj bo potem zdaj neki tu kitara. se vidva? Pa kakšne Ja. magnete imaš, pa Ja, vrejo. ja, okay. Ampak je vedno, veš, nekdo je v bendu, ko je full, po večini pa Tako, ti večji, veš, zdaj, če Ja. ima on 600.000 špilov, pa kam god sprije, se mu verjetno isto dogaja, ne? Veš, tako da, Ja. Veš, tako si ti prej rekel, ne, da nisi raziskoval muzike, ne, recimo jaz pa Matic pa sploh smo pa ono čim več, čim najbolj Bas močne, recimo pri klapah, Ja, ne. slovenski glasbi, veš, Tako da Okej. to skupaj združiš, ne, pa ja. In Je dobiš taki šalo zanimiv, stari ne? v klapah. Ja, vidi. evo, In tako V se, bistvu- točno tako se je to zgodilo. Združujete nezdružljivo. Kaj, če bi bil konec klapsko posnet? In smo se smejali in rekli, ja, naj bo. kak je slogan, združujete nezdružljivo, alpino, ne vem pač, nekaj. To bom pa že računala. Ja, ne. Ine, prej si liho omenil si, en citat ti bom prebrala, mislim, to, da si Mislim, da je že tretji. da si, ne, ta tvoj, Okej, okej, da okej. si, Njegov. da si malo v zadju rad, ne, da, Ja. da nisi ta, in sicer nikoli se nisem rad postavljal na oder, Ja. se pa znam na odru spustiti, Ja. dati vse od sebe, dati ven, ni me več strah iti na oder, zdaj mi je oder tako kamir v naravi, fenomenalen občutek, ti Ja. si ful povezan z naravo, to sem zasledila, no, da ti je ful cool, da si zunaj, Jaz sem da ful rad greš malo. sam nekaj da si zunaj. rad sam, ampak Ja, ali zunaj, ali not. to je Ja. kar taka velika stvar, no, oder in ta pressure, ki ga prenese zraven, da greš čez to, če ti ni, recimo. Jaz sem imel tako pravilo že od nekdaj, da najboljše biti drugi, ne? Nikoli ni vrej biti prvi. Zato ker prvi je ono verjetno je super, ne? Sam pride oni ful vsega zraven prinese, ne? Pač ono, pa če prenesem to zdaj v to, ne? Kamere, ono tretje, četrte, Ja. peto, ne? Če si pa drugi, ne? Pa si vseeno ono, fuck, ne? To je the best, ne? Ampak te malo grejo mimo tebe, ne? Ti si pa še vedno ono zadovoljen, ne greš preko momenta, ki se ga najbolj bojim, da je nekaj overhyped, ker ko se nekaj ful dobrega dogaja skozi, pol zatem je vedno neko obdobje, ko nekaj pade dol in sploh, če si dosti, mislim, dokaj kreativen človek, ne, ene ful potovče to, ne, jaz se hvala Bogu to naučil kontrolirati, ne, sam imam pa dosti znancev, ki so v takih in drugačnih kreativnih vodah, ne, in ima ta valovanja, ne, in zato je
to, ko priješ na oder, ne, pa da probaš to nekako si postaviti jasno, ne, da to je najboljša stvar, pa vedno bo to ta stvar. Ne bom šel predaleč, ne, ker si nočem tega narediti. Najrajši to naredi specifičen koncert, ne, kot pa jaz. Ne. Sem se pa tekom časa toliko naučil to kontrolirati, da pozabim na vse, pa da je mene tisto je za mene en svet, ko pa prijem dol z odra, pa je za mene drugi svet. In mi je super, da je tak, pa da me ne ta hype na odru toliko potem potovče dol. Ne. Upam, da nisem pred za bluzo zdaj, ampak... Ne, dobro si povedal, ampak pogrešaš na neki točki, mogoče pol, če je premalo tega sveta na odru? Se ti... Ne, ker si ga naredim, ali pa mi ga naredijo oni, ker se ena mini napakica, ko jo samo mi čujemo, je lahko naredi celi špil. Pač the best ever, ne. In to se tak, ne, mislim, tisti samo en, preživeli smo še eno noč, ne, tisti mali pogled. Ne, to je pri... Ne poznam. Ne, čakaj, preživeli je noter ena... Eno je, ko smo videli se spet, tega ne boš mogel nikoli razumeti. Ne, to je ta moment, ne, ker tega ne moreš razumeti. Samo, ko se to ti butl nasmeji, ali pa ko vidim, ne vem, Mateja, ko stopi nazaj, pa je samo ono... Pač to je... to polnare špil, ne. Tudi če ni zunaj, tako, ko bi ti... Morate imeti med sabo, da date to je pa to. nam, publiki. Se rad v mikrofon rečem, počujem vse enega, da je zasral. Ja. Ko pa samo vidim, veš, spreda, ker jih vse gledam v hrbet, tudi ta debela lica tu, ne, ko zvim, da se reži, ne. Ampak ljudje ne opazijo, hvala Bogu. Veš, še nobenega bobnara nisem vprašala, če mu je bed, da je tam zadej. Hvala, da ne. A bi bil rajši recimo bolj dvignjen? Imaš potrebo potem, da bi te videli? Ne. Ker jaz sem zadaj. Vizualno. Ampak najbolj spredaj z ritmom, ne. Če to ni za na majico. Samo 2:25 še samo najbolj z ritmom spredaj. No, ampak res, no, sploh pri tej muziki, ne. Ja. Sploh zdaj po vseh teh letih morate vedeti, da tudi tako dolgo že skupaj, recimo jaz pa Matej, basisti, igramo skupaj že res 20-25 let, ne. Mi dva tudi ne rabimo, ne. Dva sta posinkana, že k se pogledate. Ful, ne. Tudi na tonski vaji, daj, ko reče, zdaj pa bas pa bobni skup, mi začnemo isti komad, ne komad, ker ne igramo komado, ampak kuj nekaj, ne, in končamo v nulo isto in se pogledamo, ne, rešeno, ne. Tudi recimo, ko je Matej bil pri Happy Old McWeasel, pa sem šel tja nadomeščati par koncertov, sem samo njega rabo, ne. Ja. Na vajah in na koncertu, jaz sem si tu svoje zabeležil, tisto, kaj bi mogoče lahko pozabil, ostalo sem se naučil, drugo pa ti imaš prek, ne. Veš, ne od mene pogledal na koncertu, samo sem zvedel, ok, to je to. Samo, ok, ne, sprememba je, to je. Tam, ne, veš, in je dosti lažje, ne. Tako da zdaj zadaj sedim, je meni super, ne, jaz si ne znam predstavljati, kak je spredaj, ne. Je po moje sploh tineto, ko nima nobene fizične ovire, psihološke pred sabo, ne, ker je nagi v bistvu, ne. Je najtežja, ne. Ja. Ne, kitara ti že da neki, ne, si že ti malo, ne, skrit. Za bobni je to še toliko bolj, ne. Ampak meni je pa super, fino, fajn, ful bolj zadaj žgat, ko pa njihov šum, ne, ne. Bom vedno imel, pa je fejst, pa je fajn groove, ne. In tudi zdaj po teh letih, to sem hotel prej povedati, ko sem za bluzo zdaj, je ta usklajenost v muziki super. Jaz tudi na koncertih čujem, kako smo super
uigrani. Ja. Ne, in to je vse tudi del tega na vajah in pri snemanju. Dosti se s tem ukvarjamo. Ne? Tudi z najmanjšimi zamudicami. Ne? Pač to mora štimati, ne? Ker ljudje ne slišijo, wow, zdaj so vsi tam vstopili istočasno. Ne? Zdaj v kitici so bili v nulo, vsi na bobni, vse, bas, vsi super. Tisti, kaj se s tem ukvarja, se za to zavzamejo. Ljudje ne, ampak po koncertu, kako so bili dobri. Ja, zaradi teh stvari zadaj, ker prije ta feeling vun, ker je šus in ta moč dol z odra pride tudi s tem. Ne samo, da mi vložimo not energijo, kot smo se že pogovarjali, ampak tudi odigrano je energično in točno, kako se le da, glede na to, da nismo profesionalni glasbeniki, pa recimo ne igramo na metronom. Veš, to so take, in so te stvari pomembne. Ne? Zdaj seveda valovi, ampak valovimo skupaj. Ne? Ja. In to dol pride. Ne veš, zakaj je bilo tako fajn, ampak ful je bilo dobro. Ne? Druga majica, ne, valovimo skupaj. Dober si. Eno čisto praktično vprašanje. Vaši koncerti so, to je šus, to je pač od začetka do konca. Sorry, ti moraš biti le vseeno fizično spreman, no? Pravljam, ker, ja. Mislim, ti ne, ker sediš, ne? Mislim, čeprav. Ne, ne. Moram ga malo, no, sorry. Ne, jaz sem se zasmejal, zato ker ta fizična pripravljenost. Ja, kako je s tem? Pismo spela, da različni tipi kondicije so, ne? In ta glasbena kondicija je popolnoma drugačna kot neka fuzbalska. Se veš, tudi med športi so različne kondicije. In to se naučiš. Dobro, jaz rabim neki taki kondicijski šport, da mi daje za luft. Ne vem, kako ti to handlaš, recimo, vem, da Matic tudi rabi, ne, nekaj, da ga puša, ne, samo smo pa, mislim, da vsi kar daleč od nekega grškega kipa, ne, veš. No. Jaz sem... Lepo te prosim. Ja, pa tudi v zanikanju dosti živimo, ne. V bistvu se vsi ukvarjamo s športom, ne, koliko le gre. Razen Matej. Ja? Ja. Samo pa dela, dosti bolj fizično kot si, tako da mi pa pri bajti, pa on je taki praktični človek. Vse zna narediti in non-stop nekaj freta, bla, bla, bla. Okay. Ampak ta glasbena kondicija, to pa pač pride, če vadiš. Tako. In če manj vadiš, recimo, tako jaz, je zna biti, ne, ni einfach, ne. Ja. Ne gre se za, da nimaš lufta, to tak, ne, sploh v nekih zaprtih prostorih, pa si utrujen, pa ni tako enostavno. Tiste finese, ta zapestja, pa to, ne, se pa tudi pozna, ne, če malo ni vaj. Pa meni osebno, glede na to, da ne vadim non-stop, mi koncerti največ prinesejo, ne. Veš, če vsaki drugi teden koncert, glede na to, da so vsaki torek vaje, je ful že razlika, ne. Ko pa ni, pa se zgodi, ne. Veš, ponavadi med 4. pa 8., 9. komadom je neki tu, malo roka boli tu, ne. Veš, malo težje palčko držiš, ampak sumim, da ni, ker na vajah ni teh problemov, ne, da je to bolj v neki podzavestni tremi, kot pa v kondiciji, ne. Ker pred koncertom recimo tudi noben ne spije 200 litrov alkohola, ker pač ne gre tak igrat. Jaz vem, ne, 2 piva max, ja, ne, recimo za tiste koncerte, kaj smo imeli velike, kjer je bilo ne, zdaj pa še video, zdaj pa ono, ne, vseh nekih milijon nekih stvari, dogovorov, točno takrat, to. Nisem niti kapljice, ne, da sem bil not, ne, ogreval sem se več kot 1 uro, ne. Ne, ampak je bilo v nulo, pol vse sem v nulo odigral, nič me ni bolelo, tudi samozavesti, da to. Sigurno. Ogrev si se, nič nisi spil, si pripravljen, že imaš v glavi, ne. Tudi
tudi, če je bilo, ne vem, enkrat več ljudi, kot ponavadi, ne. Ampak vseeno mislim, da te male pri meni, ko nisem profesionalec, je bolj, da je zdaj pa je nastop, zdaj pa ne. Ja. Ampak to se ne dogaja vedno, ne. Ampak dosti krat pa, ne. Veš, še tudi, kaj je meni osebno važno, da imam dober zvok v slušalkah, da mi bobni dobro zvenijo, ne. Me napumpa, ne. In pol recimo na takih koncertih ni teh težav, ne. Ker si not, ne. Bolj si not. Pa se gledamo, pa oni solo, pa ono, pa kak si tu naredil, pa se zmotiš, ful dobro, ne, pa še enkrat narediš, ker ni bila napaka, ne, moraš samo ponoviti, ne, tak more biti, ne, mikrofon že je, ne, veš. Vaše občinstvo nima starostne omejitve, ne? Ali Ne. jo imamo, kar je zelo pozitivno v bistvu. Ja, in zelo, zelo presenetljivo, ne. Ja. Boš ti nekaj, ali še jaz povem samo, kako je bilo fajn v Podčetrtku. A ja, Podčetrtek, ja, ne, kar povej. No, tako, Igrali smo z Joker Outi, ampak, ja. Ampak, To pomeni seveda tudi mlajšo publiko. Treba je reči, da je skoraj vedno, kjer je možno, od, ne vem, kaj so to, 5-6 letnih otrok do nad 60 mladimi ljudmi. Vse je povsod, ne. Tudi ti vmes, 15-letni, 20-30, vse to je. Ampak po četrtku je bilo tako, da so v prvi vrsti bili taki, ne vem, od 7 do 10, 11, tako otroci, kar je, to moramo povedati, da je to redko, ne, ker ponavadi taki mali ne morajo priti na koncert, pač, Ja, zdaj v neke klube, logično, ne. ja, ne. Tu je bilo pač ona velika dvorana, športna, ne, veliki koncert na vasi. In so imeli plakate, ne, alo stari gor, ne, ena punčka recimo narisala nas na oni Šeleshammer vse, alo stari, neke naslove pesmi, to smo dobili za darilo. Backstreet Boys na Pogled za Deni, ne. To, ja, pa Pop Stars, pa to je bilo, pa smo tako res, prav alo stari. pomembno vprašanje, a so Joker Out tudi dobili to? Verjetno medvedke, ne. Ja, Ampak narisani pa niso bili. Po mojem ne. Po mojem sem... Je pa bila gužva po koncertu. Ja. Pri njihovi garderobi. Ne. Ja, to je pa res. To pa je bilo, ja. Je pa še ena zanimiva stvar, imate v prvih vrstah, se pravi, se zgodi, 5-6 letnike, ne, recimo. Ampak stage dive je pa tudi oni 50 in 60 plus. Ja. To je Oni po morajo meni, pokazati tam malo, kako noro. se dela, ne. Saj zato so starši tam. Ampak zdaj bom nekaj povedala eno izkušnjo, ko smo jo bili vsi tlele deležni, ko smo šli na en koncert. Mladi danes, pa govorim po moje, tam recimo okoli 20, ne vejo, kaj to pomeni. Pridejo recimo na oder, vejo, nekaj moram narediti, grem na oder, ker to lahko, ker to so taki bendi, ki lahko to dovolijo. Pride na oder in zdaj ne ve, kaj. Razen tega, da naredi selfie. Ampak kako ne jaz zdaj naredim ta stage dive. In je tako... In se zlijajo dol zelo. Ja, v bistvu jih nežno porinejo gor. Na ljudi, pokličajo najprej ljudi. No, in tlele prvo si bilo po meni bilo fascinantno videti starejše občane, bom tako rekla, kako so šli v to, a veš. Grejo. Tudi oni podoživljajo, ne? Vključno s tabo ti, ne, to mi je bilo ful všeč. Jaz sem to na vsakem koncertu naredil. Čisto vsaki koncert, ki je bil taka neka klub zadev, ne naš, ne, na drugih koncertih. Ja, vedno, na oder pa se dol reči, tam te nosijo, ono, to je neki taki feeling, veš, ne moreš to je, ja. Ful, na netu je ful nekaj, ravno iz teh no uses, ko si jih prej omenjal, pa še en band Kill Switch Engage, je tudi bil na štuku. So še na YouTubeu neki posnetki, kako se jaz dol vržem, pa sem tako, pač, to je taki special moment, tako da verjamem, da če je nekdo, ne vem, 50 star, je to tudi delal enkrat, tako redno, ne, in pol prije sem pa je ono, I'm alive! To je to, I can do it, ne? Da se bolje verjetno... Šali, kako pa ne. Pa če je spodi folk, da te ujame, ne, konec konca tudi, ne, to je pomembna stvar, ne. A vam je folk daj zameril ta sonček, no?
Se pravi, dajmo reči reklamo, kaj je v bistvu pa tudi ta Ne, skok. v bistvu je najbolj lajkan komentar pod ne vem kam je. Mislim, da hvala Sončko za reklamo, ker ne bi slišali nikoli za vas. Ja. Takrat verjetno, mogoče zdaj že bi, ampak To smo naredili samo zaradi tega, ker je istočasno pač ta COVID, pa ta scena, ko je prišla, tudi tam turizmu so imeli face pizdarije, Se je pa poklopilo, smo ja. pač potem se je to poklopilo, ne. Ja. Te reklame, pa to je, glej, pa dobro, ne, saj konc koncev, mi moramo tudi od nečesa živeti, ne. Če ima smisel, če se nekako poklopi, če ima neko sporočilo, ki ga mi dajemo, pa oni dajo, ja, itak, ne. Tako imamo tudi z Vogue Flannel, imamo skupaj, recimo majice, ne, zakaj? Pač imamo isti neki V bistvu imate mindset. svoj model, ne? Ja, Ja. pa to je čisto tržna zadeva, ne, Ja. zakaj se tu ne gre za nič drugo. Tu pa je pač šlo za tako sodelovanje na oboji ne, zaradi mi nismo imeli špilov, oni niso mogli nikamor hoditi, se je poklopilo, ne. Lobik. Ne? Tudi Lobik, valjda, ne, s katerim imamo pač skupaj pir. Valjda, ne, skozi delamo nekaj skupaj. Pa pač Mislim, to je super, da podobna dejansko zadeva, ti ne. ni problem to Ne. in priznati, in ker eni imajo recimo blazne težave, ne, ta neodvisnost oziroma se ne povezujemo, ne. Ma ne moremo To je- se to je, tega. To, ja. to v eni točki to prekineš. Ne, Tako, ne ja. gre to tako, ne more se tega iti, ker polako najdeš toliko bedarij, mislim, tak, ne vem, neki Sex Pistols, ko so bili že sformuliran band narejen tam, veš kaj mislim, koga bullshitaš, ne, pač to je tisto slika neka, ki jo nek band kao daje, ne, ker tisti, ko so res underground, hardcore, ne, za tistega čujejo samo taki matici, pa mi, ko res gremo raziskovati, ne, pa smo pač tam noter. Ampak tisto tam ostane, ne. Tudi Čim pa želi ti tam malo ostati. prestopiš preko tega, pa se temu niti ne moreš izogniti, tako da, če pa hočeš od tega živeti, potem pa pozabi. Ja. Ja, ali pa recimo primer Nirvana, ki je najbolj tak, ne, Ja, svetoven primer. mislim, Nirvana, majco imaš v Houndemu. Gremo dalje še? Še kakšno drugo, ja. Ne? V bistvu je cel Veš- kup, ne. Tole moraš vprašati, kako ste prišli, oziroma Z avtom, z a Neco. prišla? Ja. In pa to vprašanje, kaj je možno, da ti ne gre na WC? Ne. Ja, lahko. Lahko? Jaz sem bo mogel biti hiter. Pa takrat imava 1-1 z Ja. Če Tomažem. mene bolj. Tebe bolj? Jaz sem v bistvu umrl pred 10 minutami. A ja, jaz Nisem tudi, ja. povedal. Jaz tudi nisem Takrat je hotel vdihnil. povedati. Ok, gremo. Ne. Ne, pejte na Bomo veceno. že. Ok, Da, ja, jaz- resno. da. Pejte na veceno. Se ne bosta prva, stari. Pa zanimivo, nista toliko pila. Razen če sta prej. Evo nas 5 minut kasneje. A je bilo v redu? Dobro, ne? Odlično govori. Še zmeraj imamo Dixie, by the way, nimamo svojega veceja, tako da pot je malo daljša. To sem tela vprašati, Neca Falkno, Maček Muri. To je itak zdaj klasika ratala, ne, zaradi vas, prej je bila že, ampak v drugi obliki. Kako je bilo z Neco se zmeniti? A so bile kakšne, ne vem, sploh ideja? V bistvu se z Neco nismo tega pogovarjali. Zaradi tega, ker je avtor komada nekdo drug. In smo se mogli z njim pogovarjati. Okay. Ampak je šlo, vsi so nam govorili, joj, ful, to bo tak, ne, se mi bi lahko to naredili, ne, ampak je ful boljše, da imaš ti neko potrditev od avtorja. Ja. Da, Ja, ne moreš, da. ker Ne moreš, ker pač. Tožba. Ja. Pa Maček Muri je tak kultna zadeva, ta Slovenske slovenska. Lego kot. Ja, to sem jaz rekel. Pa res, pa si to piše, da je Tomaž to rekel. A ja, bolj nisem jaz. ne. Just checking. In je v glavnem bilo kul in smo dobili potrditev, čisto sem prek maila, 2 maila. Wow. To je pa res- ne. Ja, To pa nič, res to je dobro. to, super. Ja, samo napišite avtorja, da bo se štimalo, pa to in to je to, pa je bilo, ja, the best, ne, hvala Bogu, ne. Tako da. Zdaj sem videl, da so dali vinilko, ker Maček Muri sta 2 CD-ja v bistvu bila, oziroma 2 plošči bili, neki Mači sejem, pa še Ja. nekaj, in zdaj pa imajo 4-pack vinilke, ne vem, če ni ravno danes, ko to snemamo izdan, to si moram kupiti. Ampak Maček Muri je pač
The best je, pa taki vibe ima, pa še to nam je dost pomenilo, ker je Neca pač Mariborčanka, bla, bla, bla. Yep. Pa se je pač vse slučajno tako res poklopilo, pa res zažge komad totalno, pa vsi ga poznajo in tak ne. Ti si bil v bistvu tudi v spotu, ne? Ko si bil otrok, ti si bil rojena zvezda, ne? Mislim, da se, Zdaj to ven. da se lahko pohvalim. Ne? Edwin Flisar, ne? Ja, Ja? Ja, je eden izmed. ja. Eden izmed spotov. Kdo bo povedal do konca? Pa fun fact, da tista punca, ki je v tem videu s foto tudi nastopala, Je Helena Blag. si predstavljaš, da bi nekaj tako bilo? Je v bistvu od enega mojega kolega bivša punca, no pač Okay. 15 let kasneje, ne, zvedel to zadevo, ne, ker jaz nisem takrat vedel, kdo je, pa kam bi jo dal. Ne. Kako si prišel k temu? Mislim, kdo te je pripeljal? Pripelo me je Starši? stari, ker je bil pač tako je, takrat okej. v tistem, cajtu pač se je s tem ukvarjal, pa je pač mali Tinček bil video spot. Kakšna bila Nisi tvoja bil vloga? tudi škrat pri Pa neki Gambrinu? škrat sem bil, ja, pri Pri komu? nekem. To je bil neki taki band, ker je moj fotor Gambrinos. delal. Gambrinos, meni so bili neki škrati in sem jaz tam. Zakaj jaz to vem? Ker je en z tega benda bil od mojega fotora sodelavec, od Tineta, Ata, pa je z mojim atem fuzbal včasih skupaj Tako. igral. Wow, Tako da, pri vas je res. Viš? Ja, 6 Degrees of Kevin Bacon, ne veš ono, ker je tako malo vse, da ja. Ja. se vsi poznajo. A so vas kdaj, si mogoče, ste imeli že kakšne pogovore okoli tega, pa ne vem, ampak NK Maribor je mogoče predlagal kakšen vaš komad, da bi ga uporabili za recimo svojo himno ali pa kakšno drugo športno društvo, bom rekla, ker ima ta vibe, pa veš, recimo, ne? Vse bi dal, je pač, Jaz pravim, da je to mariborska himna, zdaj pa govorimo o mestu Maribor. vse bi dal, je pač bil taki komad, ki ni bil plan, da bo zdaj to. To je bil med nami. Ja. Tako, kot smo se prej pogovarjali o 90-ih, pa vse to Ja. pride iz tega ven, ni bil za to plan, za pa bo to nekaj za fuzbal, pa nekaj, za pa to himna ali pa ne. In hvala Bogu se je znašla tam, ker je pač komad jim bil všeč. To je tudi pred tekmami se tam vrti ta komad. So nas pa lisjaki, ne? Lisjaki pa odbojkaši Odbojkaši. imajo himno v sebi Vse dal, bi ne? dal za njih, Zdaj. tako da so pač. Hokejisti pa imajo, ko je gol v sebi dal. Ja. Mi smo je. So po vseh teh letih zamenjali z Golico. Wow. Golico so imeli, ja, to nam je bilo Wow, tako ok. Če samo Golica je star komad, zelo in pač se zelo dolgo so ga uporabljali, pa so rekli, mogoče bi zdaj malo spremenili, pa so nas prosili, pa smo prišli tja, pa smo dobili alo stari dres, pa smo Hudo. šli na led v teniskah, pa so nam ploskali, pa smo bili kot neki vozeki tam. Ampak, ja, no, lep dogodek. Ma ne, smo jim komad ima hvaležni, res no, potencial, res da fajn. gre tudi širše, ne? Ker ima res ta naboj, no? Ne? Ja, na koncertih je, mislim, da najbolj Ja, pali. pa vedno ga domače imamo povedano. zadnjega, ne, ker je pač taki. Ja, ker pa še vsem res zanojim. tisti Ker point bil zadnji. v tem je tudi fora v spotu, zato smo se tudi tako odločili, naj folk svojega kraja pošilja slike. Ja. Ja. Eni niso razumeli, pa so se v kopalnici slikali, spoj napisali kočevje. Vsak ima svoj kraj. Ok, ne, ja. No, ampak v tem je bil point, ne. Za sebe, ne, vsak govori, ne gre se za Maribor, ne. Ja. Pač pri nas je to, ampak bilo kje igramo, vsak občuti to, ne. Veš, Jaz vas doskrat dojemam tudi kot terapevtski bend. Zdaj ne vem, če vam je kdo to rekel, ampak konkretno, ko sem bila res upi, ko sem bila res enkrat down, res na tleh, kaj naj zdaj naredim, presežem, da je bil na repeat, ne. In je bil, in mogoče med celo malo pozdravil. Tako. Hvala. prav, ti ne, veš. Dosegli smo vse, kar Dr. smo Phil mogli. si Pa se ti to v je bistvu, point ne. muzik. Doktor Phil. Ampak to sem že slišala, pa Štajerski doktor Phil. Phil, ja. ni povedal neki razkrinkan, da ni malo šala tam pa tako. Pa se ni Dr. muzika, Phil. ni celi point muzike, da je terapevtska. Mislim, ni celi point muzike, terapija.
bilo bi kakšen bil. stil, vse, ne, vse. Vse ti je lahko lahko vzameš, terapija. ne? Ampak ne deluje no vse isto. To je res. Načeloma, ne? A bi lahko Alostari nastali kje drugje kot v Mariboru, po vajenem mnenju? Govorim o tem, kaj ti da okolica. Čakaj, zdaj Hrček. Zdaj, če... Zdaj, glede na to, da smo mi v tem bendu, je malo nerodno, ne? Ne bi mogel. Ne. Ne? Ni Ampak če šanse. pa pogledamo recimo Lim, Smrad in Žila, Pa Ja. glih to sem naše zdaj. dobre prijatelje, 100 let se že poznamo, Iz Šiške. zdravo Iz fantje. Bežigrada. To je meni tako svetovno, ker je Ker so podobno mi isti je. trotli so. Isti trotli, samo da So res Ljubljani. grozno govorijo. Pa, ne. Pa 100 let so stari, tako mi, pa imajo po 30-40 kil manj. Jaz ne vem, kaj s temi ljudmi počnejo tu v Ljubljani, ampak, Voda. ne. Ampak je pa podobna zgodba, no, podobni problemi, isto, ne, te četrti, kje je kdo gor rasto, to je pač to meni je Prav svetovno. Ne. prav iste štorije, so veš, ono iste fore, isto kak z bandom, Ja. ono pač, ono je, čekaj malo, nisi ti bil na tezno, veš, ono, Ja. pač, Ja, ja. ne, Šiški, what? Ja, Pač tako da je, to je ja, čist ampak, neka taka, nekaj pa ne znaš povedati, ker to ni nujno, da je zdaj to blokovska deca, to ni nujno, da so zdaj to, ne vem, deca iz okolice, ali pa kaj, Ja. ni. pa to je za en primer, ne, imaš tudi, Samo ne en, vem, iz Trbovlja, vem, da je bilo ogromno Ja. te scene lokalne, ne, tudi, ne vem, na Primorskem, vemo, ne, Ja. na obali, vse povsod, ne, tako da zdaj, ne vem, kako ti nadgovorim na to, kaj te jaz vem. Ne bi mogli. Ne bi mogli, ne. Ker jaz mislim, da ne. Ja, točno to. Ampak ne vem, enostavno okolica je ful pomembna. Ja, moramo vedeti pa tudi, da imamo mi Tineta v bendu, ne. Ki je by the Tako way da- glavca, vi ste pa delavčki. Ne. To je rekel Matej. To je rekel Matej? Ja. Spusti, Matej. basist. Ampak ja, kaj se tiče muzike, zagotovo pa tudi, ne vem, 90% vseh stvari. Tako da hvala Tine. En more Hvala, biti, Tine. ne, pa posod je tako, en more pa biti. To je najboljše, ne? Da en goni naprej, drugi pa... Pa si ima vsak neko, verjetno imate Ni, dinamiko, verjetno no, vsak je to za smo se pogovarjali prej, ko smo bili mlajši, ni bilo tega. Ne. V bendu ni bil en, ko je ful hotel, pa ful verjel, pa ful delal, ne? Ni bilo. To smo bili vsi, ko smo pač non-stop vadili, pa smo mislili, da bo en prišel, jo, kak ste vi dobri. Dobre, ja. Tu imate 20 milijonov, idite v Ameriko za 5 let, prijete nazaj, ne? Vse v smeti, pa lepo. Pri bazenu, ne? Ni tak, ker bazen ni tak poceni. Ja, Ni, to je Bil. pri nas. Zdaj so že to za napihniti, ne? Na balkonu lahko imaš v Ljubljani. Ne? Ma, če bi zdaj en prišel s tem predlogom, kaj bi bilo? Svetovno, stari. Ki si te prej bil. ja, Šli? ja, Ja, samo bi šli, samo bi zraven še lahko muziko delali, ne? ja. Ne bi rabili iti v službo. Čeprav imamo najboljše službe na svetu. Pa bi dali odpoved, recimo, če bi prišel do tega. Po moje bi se za neki ful dober delovni čas probo zmeniti. Pa nadaljavo, a? Ne gre nadaljavo, ni fajn. Mhm. Ni tako fajn nadaljavo. Jo, pri nas je tako, da je, ne vem, jaz lahko samo za sebe povem, ne morem za ostale pubece govoriti, ampak jaz imam full cool job, ker je tudi isto kreativen, ker sem lahko jaz kreativen in je ful zanimiv, ostajam tukaj sem zaradi tega, ker mi je to kot en del te kreative, ne, meni je, band mi je en podaljšek tega, kar pač jaz delam službo, pa mi je drugi, ne, ni tako, da bi v službo hodil zaradi tega, da zdaj eno pa drugo napajam, ne. Tretjega podaljška pa ne rejš, ne? V glavnem, Imamo v bistvu, zdaj, ko pomislim, imamo vsi tako službo. dejansko, ja, Ja. Kako mogoče kdo? Pinki. Ja, kaj? On mora tudi
pogledati, ki bo okno, ki bo če se okno, bajta pa. podrla, Ja. ali bo avtocesta šla skozi Ti dvorišče. si v bistvu zadolžen za vaš imidž. Za nič tam zadnji. Ne, za podobe, za majčke, za kvote. Načeloma, ja. Ja, ne. Osnovo tisto, ja. Saj pri nas je tako, da jaz nekaj prinesem, relativno razdelano, pol pa pač gremo pa skupaj, najdemo tisto the best rešitev. Nimam vedno prav, to sem se naučil tekom časa, na začetku sem, vem, pa ne pri tem bendu, pri Trash Candy je včasih bilo malo ono preveč. Samo, Tudi tu je razlika, ne? ja, Ko smo bili 20 stari ali pa zdaj, ne? Doskrat, če kdo si kaj zmislil, pa je bil užaljen. žaljen, ja, pa to pač, Če smo rekli, da ni v redu, ne, dajmo to, ne, pa to. ne, tu pa zdaj prije tako, Ne. tu pa je ono 2 minuti, nekomu nekaj ni prav, veš, čez 5 minut je že, pa se pa to smo pa vrej naredili, ne, skupaj, veš, pa je konec, fertik, ne, ni ono, Eno je. to je to, ne, Je kaj, pomemben. tako ni, ne rabimo se s Ja, tem pa tudi obadati. to, več. da, ne vem, zanj 15 je. Dobro, Matic ni. Zdaj vzamemo bendu. ta pivan. Matic je pač bendo, ker ima studio. Ja. In Da smo si Pametno. na jasno. No, v glavnem, ampak veš, vsak ima idejo, vsak ima to, vsak ima ono, ne, ampak ful hitro je nekako to prišlo, brez nekega dogovora, zdaj da bi točno rekli, zdaj pa bomo tak, da ne vem, veš, 2 sta za, 3 niso za. narejeno. Se nam ne da Ne. dalje, ker smo prestari, očitno, ali kaj. Ja. Te pa naj bo tako. Konec. Če je vam všeč, Ne, moraš pa tudi, ne? moraš pa In vedeti. pač je lažje delati in hitreje teče in ni nekih glupih prepirov zaradi ali pa bo ne? To se moraš, ena stvar je, da se moraš to naučiti, mislim, da s časom se naučiš, druga stvar je, da jaz sem res ogromno stvari prebral o zadevah, o bendih, ono take. Dosti sem imel možnosti se pogovarjati, sploh ko smo s Trash Candy hodili, sem se dosti imel možnost pogovarjati z ljudmi, kako funkcionirajo, kako ono rešuješ. In to so bendi, ki pač so turali, ne, vse ono, ne. In dobiš res ogromno informacij, sploh pa je pa enih par knjig, ki so pač nepogrešljive in ko jih prebereš, imaš čisto drugi pristop. In v trenutku, ko začneš te pristope uporabljati, je vedno manj konfliktov, vedno manj vsega. Sprijazniš se tudi s tem, ne, seveda ti imaš neko sliko, ti bi rad naredil 100%, ne, ampak če nas je 5 nas je, ne, jaz lahko neki kreativni vodja, ne, ampak na koncu bo nas 5 naredilo, alo stari, ne, če ne bi lahko jaz bil Tine in veseli pajaci, kaj te, jaz vem kaj. Side project? Anyway, ne pač in... Na se mi da. Nasem, ja. In na koncu ne, pač Matic ima tote fore, Medo ima tote fore, vsak ima neke svoje fore in na koncu pač teh 5 stvari naredi, ne. Ja. Tista osnova je, ne, kepica, ne, samo pobarvamo jo pa vsi skupaj, ne. Kako si lepo povedal. Kepico pobarvamo vsi skupaj. Fanta. Preživeli smo še en podcast. Kere knjige še ga moraš vprašati? Katere knjige? Kot novinarka. Kere knjige? A so to knjige, ki so namenjene, bojo vsi si obogatili življenje s tem? Ena je res dobra. Okay. Ful dolgi naslov je. Kurz gleda. Ampak avtor je ne. Avtor je Jesse Cannon. To je en tip, ki je imel preko management pa booking ful teh nekih bendov ameriških. Ampak ta knjiga ni napisana zdaj strogo o nekem managementu pa o tem o bendu, ne. Ja. Naslov je Creativity and bla 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 something. Bom vam dala Ja, ker podnapis, to bo ne. zelo slabo, ja. Ker je bilo ful, Creativity Unleashed, menda nekaj, ful je dolgi naslov, brezvezen naslov. Ampak v tej knjigi on ful lepo opiše, kako biti happy z stvarmi, ki jih delaš, ne samo v muziki, nasplošno v Na splošno, kreativnih. kar je, ja. Ja, kako biti happy, ne, Okay. in se zavedati ravno tega, da so različni ljudje okoli tebe, ne. In to Da sprejeti. drugače delajo in da ti nisi sam, ne? Da pač je ekipna stvar, kaj na koncu rata, ne? In ti odpre čisto neki novi pogled, ne? Ti razlaga, kak je pač bil pač tisto zaplankam svojem nekem, ne vem kaj je poslušal, pač neki full dark, whatever.
pa je začel poslušati vse drugo, pa je začel hoditi tja, pa je začel hoditi pešačiti, je začel, kar je za Američane in tako, what the hell, ne? In pol se pač, na koncu pač ti da neko čisto drugo perspektivo, na koncu vidiš, da dejansko vse skupaj naredi, ne, tisto, tako sem prej rekel, to kepico, ne, kepico pobarva, ne, ampak on to tak ti razloži, da ti postane jasno, zakaj, ne, da si še ti vedno v onem svojem ego prepričanju, ne, da sem to the best, ne, ampak širino rabiš, to je pač celi point knjige, da širina je vrel, ne. Širina ti da, širina te bogati, bilo kakva širina, tudi tista, ki je najbolj ne maraš, tisto moraš pa najbolj poslušati, ne? Da vidiš zakaj, ne? In noter razlaga, to še moram povedati, noter razlaga, kak je bil on kot, pač ker je Američan, nekak je kot hardcore demokrat, liberalec, ne? Kak je pač šel hoditi na neke republikanske kongrese, pa take zadeve, je začel razlagati. In se direktno pogovarjalo z ljudmi, je začel štekati, zakaj je on tako razmišljal, ne? On kot človek iz mesta šel na periferijo, ne? In je videl, v čem je point, ne? Zakaj se je oni odločal za neke take stvari, zato ker čist ti ne moreš tega videti, ne? Čist drugi princip razmišljanja, že kako so oni postavljeni v življenje, popolnoma drugačen, ne? In je zaradi tega začel popolnoma drugače funkcionirati, ne, in tako isto pač nekako te principe. In okolje spremenil. To je ful pomembna stvar, tle nimo okej, ne. No, ja. Zelo na grobo, ne vem zdaj cela obnove delo, ker je res fajn knjiga, pa... Bomo dali to gor, bomo prepeli link, oziroma, kar sliši se zelo betavno, točno to. In res si glavco, stari, sorry. Razumete, kaj ga imate? Pa dobro poje tudi. Debatable. Ful bi bilo dobro, če bi bili vsi tukaj. Mogoče bomo enkrat tako naredili, da bojo še ostali člani prišli, ampak sem ful vesela, da sta vsaj vi dva prišla, da smo kakšno rekli. In v bistvu je pred vami ful enih koncertov, tako festivalskih kot klubskih, tudi o vsem tem bomo govorili in predvsem tisto glavno, kar skozi poudarjam, ljudje pejte na špil in tako podprite glasbenike, kar to jim v bistvu največ pomeni. Pa ne preveč težiti za frajkarte, ne? Če se da. Ja, če se le da. Hvala za povabilo. Ja, itak, ful hvala. Z veseljem, se vidimo. Pa lahko enega vzamete sabo, ker vem, da je dolga pot. Ja, čakaj, Jani še, dajma. Za te imamo tudi eno, a to je tu, jaz mislim, za to neki rekviziti. Ne, noben še nima te majice, tako da imaš prva. Jasno. Ja. Čisto nova. To je taki amor, ki imaš majser, pa strela srčke. Kako je huda. Potem seveda... Bila sam medvedka. Kako je medvedek prišel? Pa je medo, ne? Ja. Zaradi medota. Medo je pač medvedek, ne? Evo pa še eno plato, ja. Samo 30 €, www.alostine. Lej, ne, nekaj pa malo si razdelče med ekipo še. Tega zadnjič nismo ujeli na koncertu, to so tudi nove zadevce. Tako, ja. Poletne dni, evo. Evo pa še Mikica, kodica 10, popust na splet. Vse to. Ja, pa še. Še imaš kaj? Stari, hvala, ej. Drugače pa mi činela... Činela, imam še eno Pa še bobne sva podarila. Ja. To so iz našega prvega koncerta. Ja. Podpisi so not v bobno samem. Fojste face, drugače. Bodite tako direktni še naprej, ker rabimo ta glas, ok? Thanks. Se vidimo. Hvala. Ajde, Jana, pa vsi. Bye. To je Radio 1 podcast.